Z nami je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Dober dan. Dober dan. Slišali sva, mladi nas sprašuje tudi na naših družbenih omrežjih, ali bodo zaradi podaljšanja teh počitnic prikrajšani za katere druge, oziroma kako bodo nadomestili teh 5 šolskih dni. Kar brez skrbi, nihče ne bo nič prikrajšan, bomo našli eno takšno rešitev, da bo dobra, da bo fina, predvsem pa, da bo omogočila, da boste polni znanja šli potem naprej. Se nam obetajo kakšna nadomeščanja, sobotno delo, podaljšanje šolskega leta v šolske počitnice? Možnosti je več, kakšna bo tista zadnja, se bomo pa skupaj potem odločili, ampak že zdaj vam obljubljam, da bo to dobra rešitev. Kdaj bomo izvedeli, kaj se bo zgodilo po 8. novembru? Predvidoma naslednji teden, tam nekje sreda, četrtek bomo že vedeli, najkasneje v petek zjutraj boste pa tudi potem še uradno izvedeli. Iza nas na Instagramu sprašuje, ali se bomo po podaljšanih počitnicah vrnili v šolo ali nadaljevali pouk nadaljavo. Ta trenutek, Iza, ti ne moram to odgovoriti, vendar pa lahko zanesljivo pa povem, da bomo imeli pouk, bodisi v šoli, če pa še vedno ne bodo epidemiološke razmere dobre, pa seveda nadaljavo. Pouk pa zanesljivo bo. Drugod po Evropi, kljub slabim korona razmeram, se odločajo, da šole ostajajo kar odprte. Je možno, da bo tudi pri nas tako, torej ne glede na korona razmere, otroci nazaj v šolo? Prvo zdajle pravilo je zdravje. Torej vsi moramo biti zdravi, tako učenci kot učiteljice, učitelji, in to je predpogoj za to, da peljemo naprej, potem bomo pa videli, ali bo to v šoli ali pa nadaljavo. No, Nina pa nas na Instagramu sprašuje, zakaj srednješolci nadaljujejo šolo nadaljavo, osnovnošolci pa imajo počitnice. Spet smo pri zdravju. Ta trenutek so tako oni kot tudi njihove profesorice, profesori malo bolj zdravi od osnovnošolcev in pa vrtčevcev in lahko nemoteno peljajo svoje izobraževanje nadaljavo, še vedno dalje. To so nam tudi sporočili zelo jasno in smo potem to upoštevali, tako kot so nam tudi ravnatelji v osnovnih šolah rekli, prosimo, če bi se dalo še 5 dni za to, da se res dobro pripravimo potem na nadaljevanje. Gospa Kustec, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Srečno in zdravo, seveda. Kako bo šolo čez teden dni, boste torej izvedeli v Infodromu prihodnji teden. Vlada je sicer tudi druge ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa podaljšala za 1 teden. Klara ve, kateri so.